Občina Krško je že pred leti, tam nekje, že kmalu po letu 2000 začela z aktivnostmi, da se bivanjske in siceršnje razmere Romov uredijo, da se lahko dajo vse možnosti, da bi se socializirali, vendar pa dejansko tisti glavni cilj, to je, da bi se nekje naselje omejilo, uredilo in pa predvsem, da bi otroci začeli obiskovati šolo, se ni uresničil v tej meri, kot smo si želeli. In posledica tega je, da je povečana nataliteta, ta povečana nataliteta pa povzroča sabo nosi razne probleme, ki se zdaj rezultirajo v tem, da imamo različne ekscese, v katerih so pravzaprav akterji Romi, predvsem iz Kerinovega Grma, pa tudi kje drugje. Tako da to je preraslo že do te meje, da so nezadovoljni samo tam bližnji krajani, ampak pravzaprav gre tudi za širše območje in vse vrste občanov, ki imajo težave z Romi, poleg tega pa imajo težave tudi trgovci, ki zaradi tega, ker več ne dobijo trgovcev v svoje centre, grozijo s tem, da bodo centre zaprli. Zato je bilo zdaj že nekaj aktivnosti sprovedenih v tej smeri, da bi povečali varnost, vsekakor pa je najbolj pomembno, da se sistemsko zadeve rešijo tako, da bo zakoni, ki bodo pritisnili potem na socialne transfere in še na mnoga druga področja, da zagotovimo, da bodo romski otroci hodili v šolo in da bodo kazni, ki so izrečene Romom, tudi izterjane. In sicer ne v denarni obliki, če drugače ne pa z uklonilnim zaporom. Kakorkoli že, računamo, da bodo ti ukrepi, ki se zdaj počasi dobivajo neko svojo obliko, tudi prinesli neke rezultate. Ukrepi so pa komisije oblikujejo ali kako? Torej v okviru, tako bi rekel, pobuda županov teh občin, ki imajo romska naselja, je bila, torej predsedniku vlade je bila, da se neki ukrepi začnejo sprejemati. Potem je bilo zadolženo Ministrstvo za notranje zadeve, da organizira najprej neko delovno skupino in za to delovno skupino so še 4 podskupine, ki se ukvarjajo s posameznimi zakonskimi področji. Delovno skupino vodi dr. Olaj. Računam glede na to, da je volja vlade, da resnično nekaj naredi, da se bo tudi v resnici nekaj zgodilo. Seveda pa je osnova za to so zakonske spremembe, ki naj omogočijo tako različnim inštitucijam, predvsem tukaj mišljena policija, pa potem centre za socialno delo, predvsem v smislu socialnih transferov, sodstvo, tožilstvo, skratka na teh področjih treba nekaj spremeniti, da bodo ukrepi lahko učinkoviti. Kerinov Grm je v bistvu urejen, tam imajo tudi vrtec, pa tako naprej, kaj pa Rimš pa? Rimš ni uradno naselje, to gre za prehodno naselbino, kjer se Romi priselijo in odselijo, pač odvisno od situacije, tako da zdaj je bilo to naselje še do kakšno leto nazaj kar dobro zasedeno, nekje številka 30 do 40 ljudi. Po tistem umoru, ki se je zgodil na tem območju, so se družine sprle in se pretežno izselile, tako da je ostala, mislim, da samo ena manjša družinica tam. Za vse ostalo smo pozvali lastnika zemljišča, to je HPG, da zemljišče uredi, sanira, kar je tudi naredil. Se pravi, celotno zemljišče je preorano, tako da zdaj tam je samo še ena baraka, pa mislim, da so 2 stanovanjski prikolici privlekli pred kratkim, ampak to naselje, kot sem rekel, je prehodno, kjer se priselijo prebivalci, recimo, ne vem, iz Kočevja, iz vsepovsod, pridejo sem, dok so v sporu, potem se spet odselijo in tako. Se pravi, imate samo Kerinov Grm? Imamo Kerinov Grm in Drnovo, plus Loke. Drnovo in Kerinov Grm sta legalni naselji, ki sta tudi komunalno urejeni, bolj ali manj, s tem, da urejamo tako eno kot drugo. V različnih fazah so, medtem ko naselje Loke pa je na zasebnem zemljišču. Tudi tam prihaja do posameznih pobud, da bi se prebivalci odselili na svoje, kar tudi mi zelo podpiramo. In seveda, če se bi le dalo, bi pomagali. Zato je tudi z naše strani neka ideja, da bi na državnem nivoju, namesto da se denar kanalizira različnim organizacijam, da se ta denar raje usmeri v nek rizični sklad, s katerega bi lahko sofinancirali oziroma pomagali financirati Romom, da realizirajo to, da se odselijo iz naselij ven. Se pravi, številka Romov v vaši občini? Ja, ocenjena številka nekje 400 do 450 Romov, ampak ta številka se dnevno spreminja. Vsekakor pa je dejstvo, da je nataliteta tako velika, da je zelo veliko mladih in ti pravzaprav povzročajo zdaj največje težave.